Ne vem, ali je hecen na tale moment govoriti z masko, govoriti pravzaprav trem poslušalcem, ampak jaz vseeno mislim, da je boljš to, da izzivamo srečo. Jaz sem pač zelo hvaležen, da ste prišli poslušati, ker vseeno bi se pa počutil še precej bolj bedasto, če bi govoril samemu sebi in kameri in kamermanu, ker verjamem, da ga to blazno zanima. Danes bi govorili pravzaprav o dveh knjigah in o tem, kje so njuni preseki. Jaz sem se pogovarjal pač s Katarino o tem, kaj je pravzaprav problem letošnje mature, oziroma ali je to sploh problem pravzaprav. Pogovarjali so se o tem, da pravzaprav dijaki, ki so prebrali knjigo, imajo velike težave s tem, kako pravzaprav povezati obe knjigi, kaj je takega, o čemer bi se dalo obe knjigi dejansko povzeti v neko enotno zgodbo ali pa razmišljati o njima na podoben način. In jaz moram priznam, da sem prvič prebral Konje kras, da do zdaj nisem tega romana bral in da z začetka tudi jaz nisem povsem razumel, kaj je točno naj bi bili ti prešivi skupaj z Figo Gorana Vojnovića, ki sem jo sicer bral res že lep čas nazaj. Ampak bolj, ko sem bral, bolj sem pravzaprav razumeval, kaj je tisto, kar je morda nagovorilo odločevalce, da so se odločili, da bo zdaj pa, da bosta te dve knjigi letos za maturo. Se mi pa zdi, da je to tudi nek osnoven problem tega, kako nas učijo pravzaprav brati te knjige, kako nas učijo razumevati te knjige in kako nas pravzaprav učijo izluščiti uporabne stvari iz knjig. Tako da se mogoče za začetek bi samo na kratko povedal, kako pravzaprav najlažje operiramo s knjigami, kako najlažje delamo s knjigami. In jaz mislim, da obstaja en zelo dober ali pa preprost način, kako pravzaprav priti do tega, da razumemo, kje so podobnosti med večjimi knjigami, kaj pravzaprav počnejo, kaj naj bi počeli nenazadnje primerjalni, tisti, ki študirajo primerjalno književnost, ker bi se morala književnost nekako primerjati med sabo. In sicer prva plat tega je seveda, da moramo razumeti, izluščiti neke zgodbe oziroma iz nekega romana, v tem primeru, ko imamo dva romana, kaj so glavni motivi teh dveh romanov. In zdaj, kaj sploh je motiv, ne, to nas učijo nas neke zelo take definicije, ki je precej abstraktna in ki jaz mislim, da ne pomaga kaj dosti v tem, ampak najlažje se zapomniti, da je nek motiv, nek ponavljajoči se dogodki, ki se večkrat ponovijo, dobijo s tem neko simbolno težo za roman. Seveda vemo, da v literaturi nič ni naključno, skratka vsak opis je pomemben, vsaka stvar, ki se zgodi zato, ker je pomembna, čeprav tega ni jemati absolutno, seveda ne. Skratka, gre tudi takrat, kadar se opisi zdijo, da uporabljajo recimo podobne besede ali pa celo iste besede, kadar se kakšna stavek ponovi, kadar imamo tudi recimo neke opise, ki uporabljajo besedišče z istega tematskega polja, se pravi v recimo Konje krasti se zelo pogosto pojavljajo opisi narave, pa skratka opisi snega, opisi reke, nenazadnje sneg ni drugega kot kondenzirana voda, tako da skupaj imamo pač en ta motiv vode, motiv nekega odnašanja reke, kako reka teče, skratka takoj, to bom tudi kasneje povezal pač s tem, kaj so pravzaprav motivi v tem konkretnem delu. In pa skratka neke strukturne ponovitve, to je zelo pomembno, kajti v Konje krasti imate veliko tega, imate dva para dvojčkov, imate odnose, ki se dobesedno ponavljajo, imate pač to, kako recimo skratka Trond postaja njegov lasten oče, kako so njegovi opisi njega kot starejšega pravzaprav isti kot opisi očeta in tako naprej. To potem pa druga stvar, ki je pač je seveda zdaj reči, da dogodki, ki so pomembni, je seveda najlažje reči, ampak mi moramo vedeti, kaj je pomemben dogodek v romanu, kot sem že rekel, ni absolutno jema tega, da je zdaj vsaka beseda, vsak stavek v romanu pomemben. To je pač pri 400-stranski, skoraj 400-stranski knjigi pri romanu, kot je Figa, pač zelo nemogoče. Ne? To bi uničilo in vas, in literarne kritike, in vse, če bi bil vsak stavek res najbolj pomembna stvar. Zato tudi nekateri dogodki niso. Dogodek je v romanu pravzaprav samo tisto, kar spremeni potek dogajanja.
zgodbe. Skratka, dogodki, kot je to, da junak se zjutraj zbudi in se sprašuje, ali si bo šel umit zobe ali ne, pač to ni dogodek v tem smislu, da bi bil pomemben za zgodbo, razen če se kasneje izkaže, recimo, da si ne umije zob in spozna neko žensko tam, ki bi rad ogovoril, pa je ne upa, ker ima slab zadah. Recimo v tem primeru to njegovo dejanje spremeni potek zgodbe v nadaljevanju. To je pač ena taka najbolj na easy stvar, ki si jo lahko pač človek zapomni. Ne? Skratka, dogodki, ki ne vplivajo na dogajanje, ki ne ponujajo izbire. Vedno gre za izbiro med dvema alternativama. Skratka, če se mi odločimo, če se lik odloči oditi od žene, bo seveda to popolnoma spremenilo cel potek zgodbe. To in pa potem sta seveda začetek in konec. Če opazujete, kakšen je junak, že samo to, da opazujete, kakšen je junak na začetku in kakšen na koncu, lahko pridete pač do tega njegovega razvojnega loka in ta njegov razvoj od točke A do točke B, skozi kaj je šel in kako smo prišli mi, kaj je točka A in kaj je točka B, vam bo tudi povedal, kaj so motivi te zgodbe. Skratka, v točki A imamo Tronda, ki je še otrok, ki z očetom preživlja skratka počitnice. To je seveda notranja zgodba zdaj, ker je seveda v okvirni zgodbi on že odrasel in se spominja tega, ampak v njegovi tej vloženi zgodbi imate otroka, ki preživlja počitnice z očetom, na koncu te zgodbe imate otroka, ki dobi prvič svojo pravo obleko, ukrojeno po meri in s tem vstopi nekako simbolno v odraslo dobo. Enako imate z Jadranom, skratka na začetku imate Jadrana, ki tuhta v spominih, ki je zapustil Anjo, oziroma ona njega, oziroma skratka v vsakem primeru imata pač neko težavo, problem v razmerju in na koncu imate Jadrana, ki si prizna, da si je vso zgodbo svojih staršev pa prednikov izmislil in nabira fige za Anjo, zato ker ima ona rada fige in izkuša na ta način izkazati ljubezen, se pravi, se bo ponovno vrnil k njej. Se pravi, nekaj se je moralo zgoditi od točke A do točke B, da je ta junak pač spremenil svoje obnašanje, delovanje in pač to je tisto, kar vi zasledujete v knjigi. In seveda zelo pomembni so opisi, pomembno je to, kako se začne zgodba, ne? Se pravi, recimo v Konjak rast je junak sam, odseljen nekam na pol divino in takoj dobite motiv osamljenosti, osame, človeka, ki je sam šel nekam živeti, individualnosti, identitete in vse to se vam zelo hitro poveže. Potem pa drugo, kar je pač, kako boste odkrili, kaj so pomembni motivi, je pa to, je tam, kjer se knjiga, roman ustavi in zgosti. To je pač zelo preprosto. Pomeni, če nek pisatelj, pripovedovalec nekemu dogodku namenja veliko pozornosti, se vrača k njemu ali pa ga zelo natančno piše, to očitno pomeni, da je ta dogodek spet pomemben. Ne? Se pravi, tam, kjer kaj že Jon zmečka tisto gnezdo, tisti dogodek se izkaže, ker je bil v začetku to popolnoma nepomemben dogodek, ki ničesar ne spremeni, ampak več kot očitno je, da je Jon zelo čustveno razrvan zaradi tega dogodka in da je v ozadju nekaj. In ta dogodek seveda postane simbol za smrt njegovega brata. Skratka, ugotovimo, kaj so glavni motivi, ponavljajoče se dogodki, opisi struktura, dogodki, ki vplivajo na potek zgodbe, začetek, konec, pa čemu je namenjeno veliko prostora. Potem pa razmerja med liki. Jaz si pač v svoji kritiški karieri sem vedno počel, da sem si risal diagrame. Skratka, imamo Aleksandar Jana, Safet Vesna, Jadran Anja. In imate, ne vem, med njimi, če potegnete črto, je vedno tako, na neki točki je odšel ta lik, na neki točki nista skupaj, težave v njih razmerih, imamo pravzaprav strukturo, ki se trikrat ponovi eno in isto. Ne? Tako. Potem imamo recimo ljubezenski trikotnik, ne? Imamo Trond in njegov oče in Jonova mama. Skratka, oba sta nekako zagledana ali pa tekmujeta za to žensko. In znotraj tega si pač, kako hitro si mi stavimo te neke diagrame, zelo hitro ugotavljamo pač, kaj so razmerja med ljudmi in to nam spet pove, kaj je pravzaprav poanta knjige. In na koncu z obema tema stvarima, motivi in razmerji med liki, pridemo do tega, kaj je zgodba neke knjige. In zgodbo moramo seveda razumeti zgodbo, razliko med zgodbo in pripovedjo. Zgodba Konjak rast je, da se Trond kot starejši moški spominja svojega poletja z očetom, ki ga preživel z očetom in kako je bilo to zadnje poletje, ker ga oče zatem zapustil in v tej osamljenosti ga obišče hči in skuša navezati stike z Larsom, za katerega se pač izkaže v zgodbi, kakšen odnos imata. To je zelo osnovno, pač to mora biti, zgodbo morate vi destilirati na najbolj
osnovne stvari, ki so noter. Se pravi, najbolj važne dogodke. To je vsa zgodba, to je vse, kar morate in iz tega seveda kasneje razluščite, kaj je tema in kaj so recimo stvari, ki so pomembne v romanu. Zgodba je vedno linearna, ne? Pripoved vemo ni. Mi vemo, da se recimo oba, tako Trond kot Jadran, se spominjata stvari in se jih spominjate zelo različno. Jadran celo skače med zgodbo dedka in zgodbo očeta, pa še zgodbo nekih drugih parov dodaja noter in to je, če bi mi to neko strukturo si naredili, skratka časovno, da bi recimo Jadran se tukaj spominja leta 52, ne vem kaj, potem se tukaj spominja leta 48, tukaj spominja leta 90, dobimo pač zelo tako, dobili bi en cel zemljevid tega, kako se pravzaprav dogajata, ampak mi moramo zgodbo povedati linearno. Skratka, zgodba se začne z dedkom, ki je, v resnici je najbolj važno to, da je dedek za eno leto zapustil babico in babica mu to zameri, hkrati pa dedek, ko pride nazaj, seveda babica začne izgubljati spomine, ker ima demenco, potem se zgodba skoraj da dobesedno ponovi, spet imamo motiv zapustitve, skratka Safet, ki ga izženejo iz Slovenije, mu razreže dokumente, je eden od izbrisanih, se iz nekega tudi prepričanja ne želi niti vrniti v Slovenijo, tako kot je Aleksander recimo neko politično grožnje izkoristil tudi zato, da je z veseljem šel v Egipt, tako tudi Safet to dejanje izkoristi tudi za nek svoj pobeg od skratka Vesne in zdaj imamo tukaj Jadrana in Anjo, ki imata tudi težave, skratka ona je odšla, ampak v resnici je on zapustil njo, ker je ne samo pač, da je seveda se poljubljal s Tadejo, ne samo, da je razmišljal o odhodu, ampak je v resnici on njo ves čas potiskal stran. Skratka, naredil je celo neko sceno med njunimi prijatelji, sovraži njenega očeta, vso to zgodbo, ki jo ima on kot svojo zgodbo izkoristi za to, da njo pravzaprav odriva od sebe. In skratka, imamo pri vseh ta en in isti motiv vsega tega. In kar se pač najlažje vidi, če se mi zgodbo naredimo nekako linearno. In kakor pač jaz razumem zdaj oba teksta, ne, zdaj to seveda, morate vedeti, da je zgodba, ko mi izluščimo, je vedno kaže, kako mi interpretiramo neko knjigo. To ne pomeni, da bomo vsi enako, ne. Lahko, da bo nekdo se mu bo zdelo, da je to zgodba o, recimo, kjer imamo recimo Tronda, da je to ne vem, zgodba zgolj o tem poletju z očetom in ne bo opazil recimo njegovega odraščanja, lahko da bomo ga to čisto presenetilo, lahko da bo pomislil, da je to pravzaprav zgodba o Jonovi družini, ne? O tem, kako je on zbežal, kako on zdaj najde Larsa, edinega od prestalih dvojčkov in kako pravzaprav bere. To je sicer malo neverjetno, zato ker se pač vsa zgodba zgošča okrog Tronda in je vsi ti motivi, ki sem jih jaz naštel, se jasno vrtijo okrog njega in je on glavni junak te pripovedi in tega ne moramo zgrešiti, ampak lahko bi kdo tako recimo v nekem radikalnem primeru razumel, zato moramo vedeti, da je zgodba vedno pač neke vrste interpretacija. In zdaj moja interpretacija tega, pač kaj so stvari, ki družijo oba romana, je, jaz mislim, da najbolj simpel, kar sem pač lahko destiliral. Zame sta romana zelo podobna v dveh temah. Prva tema je identiteta, človeška identiteta in druga je želja po svobodi. In obe temi sta med sabo pač zelo, zelo prepleteni. Ne moramo ločiti eno drugo in nas se veže ta kup nekih podtem oziroma podmotivov. Ne. Skratka, identiteta se vedno gradi do družine. Ne. Mi vidimo, tako kot sem že omenil, Trond in njegovo razmerje z očetom. Temu je posvečeno 3/4 knjige. Skratka, Trond je tisti, ki očeta občuduje, vidimo, kako ga občuduje pri delu, kako je očen. Vidimo tudi njegovo razmerje, recimo najbolje se to kaže v razmerju do njegove mame, kjer je Trond ves čas nepotrpežljiv do mame, zelo videti, kot da ji nekaj zameri, zelo je pravzaprav do nje še bolj otojen kot do očeta, ki ga strašno spoštuje, strašno mu sledi, vse skuša delati tako kot on. To vidimo tudi, kot je odrasel. Ne? Skratka, tako kot oče skrbi za svoje orodja, tega se je Trond naučil in tako on skrbi za to svojo žago, s katero žaga pač tisto gromozansko drevo, ki pade, ki se poruši pred njegovo hišo. Skratka, imamo tukaj zelo jasno razmerje njega z očetom in kako
on ob njem pravzaprav odrašča, kako celo spoznava neka svoja prva seksualna, erotična občutja, tudi s tem, da ne nazadnje posnema očeta, ne? Ker več kot očitno ima oče nekaj z Jonovo materjo, tudi on mogoče zaradi tega to tako začuti. Hkrati pa se pojavljajo konstantno ene in isti motivi oziroma podobe. Ne? Nekje se Trond vpraša, ali smo mi junaki svojega življenja. Skratka, a je moje življenje, a sem jaz v mojem življenju glavni junak, se pravi nekdo, ki kroji svojo lastno usodo, ali sem samo nekdo, ki gre po stopinjah svojih staršev, recimo. Ne? Tu vidimo recimo, da nam Konjekrast ponuja nekako zelo kompleksen odgovor na to vprašanje. Ne? Je Trond zelo podoben svojemu očetu? Jaz mislim, da je. Je celo mogoče na neki točki preveč podoben svojemu očetu osebno, to je zdaj moje osebno mnenje, jaz mislim, da absolutno je. Vidimo to recimo v njegovem razmerju do svoje hčere, ki pride do njega in se tam spet skoraj da dobesedno ponovi objem, ki ga je oče namenil njemu med jahanjem, ko je padel s konja, skratka objel ga je, Trond ni vedel, kaj bi počel, roke je pustil ob sebi. Kasneje pa se mu to enaka stvar zgodi z hčerjo, razen da je tle hčerka tista, ki ga objame in on še vedno ni zmožen objeti nje. Mi vidimo seveda, da ta neka otojenost očeta, ki ga on kljub temu, da ga blazno občuduje, spoštuje in ga ima zelo rad, sta vendarle z očetom otojena in da oče ni vajen izkazovati svojih čustev. In to je prenesel na Tronda. In to se njemu ponovi potem z hčerjo. To je pač ta plat tega, ne. Hkrati pa imamo po drugi strani Jadrana, ki ima nekaj podobnega, ne. Tako kot mu zabrusi Anja na neki točki, ne. Moški v tvojem svetu bežijo. Tako kot je Aleksandar zbežal pravzaprav od babice, tako kot je dedek zbežal od babice v Egipt, tako kot je nenazadnje Safet zbežal od mame v Bosno, tako tudi Jadran na nek način simbolno beži od Anje in njunega razmerja. Skratka, tudi on nekako ponavlja napake svojega očeta in svojega dedka. S tem, da je tukaj zgodba še bolj zapletena, ne? Kajti, kot prizna Jadran sam sebi na koncu, si je on vse skupaj izmislil. Skratka, on nikakor ne ve, ali je očeta res so pregnale Mihelčičeve grožnje v Egipt, ali je sam rad šel v Egipt. Pač neka skrivnost je tle v ozadju, preprosto iz tega razloga, ker nikogar, tako kar reče babica, takrat, mislim, da mama, nikogar niso kar tako poslali v Egipt. Kar tako iz enega dneva na jutr. Nekaj je bilo v ozadju. In enako je podobno je s Safetom. Tudi on ni povsem prepričan. On jasno prizna zgodbo z osmrtnicami, sem si izmislil. Skratka, ni prepričan. Jasno je, da je tle stric, kako je stric posredoval, oziroma da ni posredoval. Jasno je, da je bil izbrisan, ampak a je to bil res ves vzrok, tega ne vemo. Ne? To si je on izmislil iz nekega želje potem, da pravzaprav skuša upravičiti to, kakšen človek je postal. Skratka, po eni strani imamo Tronda, ki nikakor se v resnici ne bori proti temu, da ne bi postal kot oče, niti nima tega nekega nima tega nekega odnosa do njega, tudi v tistem končnem prizoru. Zelo pomembno, zelo mi je zanimivo, nekako je včasih zelo pomemben dogodek v romanu je tisti, ki se ne zgodi. Skratka, ko Tronda na ulicah, skratka na Švedskem ustavi, ko Trond ustavi nekega mimoidočega, vpraša, kje je ta banka in mu ta mimoidoči se dela na pol dela, čeprav razumemo, kajti vseeno na neki točki ga začne razumevati, na pol dela, da ga ne razume, Trond ga ne udari. Trond se odloči, da ga ne bo udaril in da ne bo nasilen do nekoga. Ne? Tako kot pravzaprav tudi s tem se niti ne upre toliko vzgoji, ker tudi njegov oče ni nasilen. Ne? Jaz mislim, da mi z nekega odnosa med Trondom in očetom pravzaprav vidimo neko nežnost, vidimo neko drugačnost. A ne? Jon je odraščal povsem v drugi, enako odtujeni familiji, enako noben ga ni brigal, a ne njegov oče, niti mami celo pot nazaj ni mogel povedati, da je njun otrok mrtev, ne? Da je skratka eden od dvojčkov ustrelil drugega. Tega oče ni mogel povedati njegovi materi celo pot nazaj. In tudi neko podobno otojenost imamo med seveda Trondovim očetom in njegovo ženo, ker je mama bolj ali manj skoraj da celo poletje ni omenjena. Ne? S tem, da tudi seveda Trondov oče
nima nobenih težav s tem, da se poljublja z Jonovo mamo. Skratka, tle imamo zelo jasno pač neko krizo identitete pri obeh junakih, ampak mislim, da pač pri Trondu mogoče ni ta kriza identitete ni tako tragična, kot je pri Jadranu. Skratka, Jadran se pa ves čas zaveda, da ponavlja napake. On noče, da Marko, njegov sin, doživi isto, kar je doživel on, ko je oče odšel. Spomnimo se tistih pretresljivih odlomkov, kjer si pravzaprav on zanika, kako zelo pogreša očeta, ko gre na maturantski ples, ko igra košarko. Se mu zdi, da očeta ne potrebuje, ampak v resnici seveda, potem, ko ga ni, je strašno razočaran. In mislim, da v tem primeru on nekako veliko bolj tragično jemlje to zgodbo in si je tudi to zgodbo nekako napeljal za to, da skuša samega sebe upravičiti, da je boljši človek, kot je v resnici. Ne? On skuša s to zgodbo mogoče nekako sebe prepričati, da njegov pobeg je samo ponavljanje pobega očeta in da ima to mogoče v genih, v krvi na nek način in da je ta pač zgodba, je to nekaj, kar mu sledi in da je on zaradi tega lahko upravičeno jezen na ves svet. Ne? In če imamo po eni strani Tronda, to so pa zdaj seveda razlike, med tema, ker seveda najboljša dela, ki tudi ponavljajo iste motive, se pravi identitete in odraščanja, seveda ne pridejo do istih odgovorov. Ne? To je povsem logično. Skratka, kjer Trond odraste tako, da nekako se sprijazni s prisotnostjo svoje mame, da gresta spod roko, gresta jest skupaj, potem, ko sta na banki dvignila denar, ki ga morata porabiti, ko on dobi svojo prvo obleko, ki je obleka odraslega pač človeka, s tem nekako odraste. Medtem ko Jadran ima pa povsem nek drug lok, on pa mora najprej nehati lagati samemu sebi. Jadran je že na nek način odrastel, ampak jaz mislim, da Vojnović odlično prikaže, da je med obema knjigama odlično prikazana razlika med preteklostjo in sedanjostjo. Ne? Se pravi, v Konji krasti imamo mi 15-letnega mulca, ki čez nekaj let pač očeta, mislim, da ga ni potem leto ali dve, se pravi nekje pri 17 odraste v odraslega človeka, medtem ko imamo v Figi Jadrana, ki je mislim, da nekaj čez 30, ki seveda je še vedno v neki krizi identitete in se še išče in se ne more povsem posvetiti Anji in njunemu razmerju in on odraste pravzaprav s tem, ko sam sebi prizna, da vsa ta jeza, ne, spomnimo se tistega prizora, ker on na kavi med prijatelji razlaga, kako ga njega razbesni, če mu nekdo pošle fotografije, ne vem, lačnih v Indiji ali pa ne vem kaj, ker se njemu zdi, da je to samo neko navidezno uporništvo, da to, da se mi počutimo bolje, seveda prav nič ne pomaga onim v Indiji in kjerkoli pač revnim. Ne? Kar seveda, jaz tudi se načeloma strinjam, ampak tudi po drugi strani tudi ni noben odgovor v resnici. Ne? To spet ni nobena rešitev za une tam. Ne? Tudi njegov ta nek egoizem, v katerega niti sam verjetno ne verjame, pač ni nek resen odgovor na to. Skratka, on išče neki izgovor, zakaj on lahko jezen na vse te ljudi in ne nazadnje seveda njegov najbolj ga kaže, kakšen človek je on, seveda je razmerje do svojega tasta, se pravi do Anjinega očeta. On Ani seveda zameri to, da njen oče vse njej zrihta. Skratka, Anja je od njega šla zato, ker mu ni hotela povedati, da je oče zrihtal službo. In seveda, kar pri tem Jadrana najbolj moti, ni toliko ta pravičniška jeza, da obstajajo neke ljubljanske elite, ki jim mamice in očko ti lahko zrihtajo službo, medtem ko njemu ne more nihče pomagati, ampak prej ravno obratno, jezen je na to, ker seveda on ni imel očeta, ki bi mu lahko karkoli zrihtal. On je odraščal sam z materjo, ne pozna te topline in tega odnosa in to je morda tisto, kar on zameri Ani veliko bolj, kakor pa recimo to, da seveda, da je ona neka ljubljanska avša, kot je enkrat v skratka nekem prepiru navrgal. In tukaj se pač kaže tisto, kar on mogoče pogreša v svoji družini, kar bi on želel od svoje družine, pa seveda nima. In tu ta njegova jeza je seveda na nek način povsem deplasirana. To je jeza, ki pač ni usmerjena ne v Anjo, ne v njenega očeta, ampak vlastnega očeta. In on tega ni predelal. On te izgube, odhode očeta ni nikoli predelal. To seveda vidimo tudi v vseh odnosih. Ne? Tako kot sta Trond pa oče, ki se še objet ne znata, tako imamo mi tudi
se pravi Jadrana in Safeta, ki nekako gleda iskat grob Dražena Petroviča in jo ta šport nekako skuša povezati, ampak jo v resnici sploh ne poveže in nekako ne prideta do tega, da bi si izrekla karkoli bi si hotela. Ne? Tudi vemo, zelo zanimivo je nekako oba, Trond ne upa očeta nič vprašati, pravzaprav ga nič ne vpraša o njegovi preteklosti, tako tudi Jadran ne upa Safeta vprašati, zakaj je ostal v Bosni, zakaj ni nikoli skušal priti nazaj, zakaj je pravzaprav ostal tam in pustil otroka brez očeta. In enako seveda tudi ima potem Trond odrasel problem z Larsom, ki ga ne upa vprašati, ali je njegov oče zaživel z Jonovo materjo in z njim seveda in mu bil pravzaprav krušni oče. In zakaj je izbral Larsa in njegovo družino in ne seveda njega in njegove družine. Ne? In tukaj imamo oba nekako nista vajena spraševati in tu je pač neka podtema, ki je zelo pomembna seveda, ne? Identitete je to seveda je spolska identiteta spola našega, skratka vzgajani smo moški v to, da ne izražamo čustev, da ne znamo pravzaprav drugače s čustvi obravnavati, kakor s pobegom, kakor z nasiljem recimo, kakor z delom in tako naprej. Ne? In to se mi zdi pač izredno pomembna stvar. Skratka, Trond in njegov oče sta bolj tovariša, bolj neka prijatelja v delu, kot pa oče in sin. In enako seveda Jadran brez očeta odrašča in seveda nima te očetovske figure. Skratka, in zato moški v obeh romanih bežijo. Ne? Trondov oče je najprej izkoristil nemško okupacijo s tem, da se je boril proti njim, deloval v odporniškem gibanju, ampak stran od družine je ostajal tudi precej dlje, kot je bilo treba v resnici. Ne? On se je tam dobro se počutil v osami, v svobodi in ni hodil toliko nazaj, vedno manj je hodil nazaj, potem celo poletje preživi z svojim sinom, se pravi tudi s hčerjo, ne še manj preživi časa s hčerjo kot sinom in pa stran od žene preživita celo poletje, da tam skratka gozdarita, da jahata in da sta tam in kasneje seveda nikoli se ne vrne k tej družini, pri čemer ne vemo, ali je šel skratka z Jonovo materjo, ali je ostal pri tej družini, ali pa je celo nasploh pobegnil od vseh in na koncu seveda Trond ponovi to stvar. Zbeži, drugače temu ne moremo reči, od svoje hčerje, ki ga ima več kot očitno rada in bi rada navezala stike z njim, ampak jih on ne zna. Ne? To ne pomeni, da on nima rad. On na njeno vprašanje, ali želiš, da grem, ne odgovori, ja, pejt. Ampak ne ve. In ko odide, pogreša njeno prisotnost. Nenadoma se mu hiša, v kateri je prej v sami živel, čisto normalno živel v sami, ne osamljen, ampak sam, zdaj, ko pa je seveda hči odšla, pa je nenadoma res osamljen in začuti to. In skratka, imamo tu neko nezmožnost izražanja čustev, ki jaz mislim, da je zelo podobna pri Jadranu. Ne? Jadran in Anja si na koncu pišeta, nekako govorita ves čas drug mimo drugega, ker nekako med sabo ne znata skomunicirati tega. Znata si zameriti stvari, Jadran njej, ona njemu, ne znata pa si povedati tega bistvenega, kar ju v resnici muči. Tudi Anja mu otrok že hodi skratka v vrtec in vse in mu šele takrat prizna, da pravzaprav Marka ni rodila zato, ker bi si premislila in želela biti mama, ampak iz nekega občutka krivde, iz tega pač, ker je on nekako napol prisilil v to, da sta imela otroka. Ne? Skratka, tudi problem komunikacije nekako v obeh primerih. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na začetek, kaj je ta identiteta, seveda tudi je pa tudi z nekega bolj eksistencialnega vidika, ne samo z tega, kdo smo mi v razmerju do svojih staršev, skratka, nas je strah, da bomo ponovili napake ali pa dobesedno ponavljamo njihove napake ali pa smo vzgojeni v to, kar smo vzgojeni, se pravi, ne znamo izražati čustev, zato ker jih tudi naši starši oziroma se recimo pri Trondu je mama ista, ne, ker jih tudi naši starši niso znali izražati. Po drugi strani pa je ta identiteta tudi neko vprašanje, ali smo mi v resnici danes, jaz bi rekel recimo v Jadranovem primeru, smo mi v resnici danes odločamo svoj lastni usodi. A nismo mi seveda, naj to zanikamo, še ne vem kako, hočemo na nek način tudi kopije naših staršev, pa njihovih napak, ponavljamo njihove napake, hkrati pa ujeti v nek sistem. Skratka, kaj Jadran počne? On cele dneve gleda tekme in sestavlja statistike in drugim svetuje, kako staviti.
Skratka, kako staviti na nekih tekmah, da drugi služijo. Na ta način seveda poganja nek sistem. Hazarderstvo je tudi zelo nevarna bolezen nazadnje. Denar, ki se vrti okrog športa, športne stave dokaj kvarijo šport, pogosto tudi vplivajo na rezultate tekem. Skratka, on živi v nekem sistemu, v katerem se mu ne zdi, da je svoboden človek in da lahko izbira neke svoje odločitve, seveda pa potrebuje denar za sina, potrebuje denar za družino, enako kot Anja, seveda nima nobene izbire, kako bo ona kar tako našla službo, oče bo pomagal in oče pomaga do službe. Skratka, na nek način smo ujeti v neke svoje stvari in tako kot se Tron sprašuje, ali smo junaki svojega življenja, tako se Jadran sprašuje oziroma o sebi ugotavlja, da je izgnanec iz lastnega življenja. Se pravi, obema se zdi, da ponavljata neke stvari, da hodita po nekih stopinjah, da nimata neke svobodne izbire. Ne? In seveda za Jadrana to pri družini seveda pomeni, da svobodne izbire ti ne moreš, nimaš nikoli dobesedne, kako hitro si vpet v družbo, v družino. Skratka, če bi on želel biti svoboden, želel recimo spati s Tadejo, želel izkoristiti pač to neko svojo željo, ki jo ima, potem bi to seveda pomenilo, da bo uničil svojo družino in seveda otroka okrajšal za očeta, kar je pravzaprav njegov oče storil njemu. Skratka, nima neke izbire. In zdaj smo seveda pridemo do drugega teme, ki je želja po svobodi. Ne? Kje znotraj tega, da smo mi otroci svojih staršev, da smo nenazadnje ujeti v nek sistem, političen, kapitalističen, kakorkoli bomo to imenovali, kje znotraj tega lahko mi uveljavljamo našo željo po svobodi. Meni je zelo pomemben, eden zelo pomembnih recimo opisov skratka, Konjekrast so opisi narave. Kako pravzaprav Peterson odlično opisuje tok reke, kako reka teče, pa hkrati gost in tako naprej. Spomnim se tistega prizora, zelo močnega prizora, kjer Trond jaha konja in kako se on, kljub temu, da ga konj vrže sebe, kako se on za nekaj trenutku počuti skrajno svobodnega. Skratka, na pol, če boste dobro prebrali ta opis njegovega jahanja, je to neka skoraj da izven telesna izkušnja. Njega skoraj da zmanjka, ni ga več. In v tem zelo jasno piše pravzaprav tisto neko svobodo, ko si ljudje pač dovolimo prepustiti nekim željam ali pa popolnoma utihniti želje, ne? Jaz mislim, da je v tem primeru sicer bolj drugače, tako pozabiti na vse na svet in se samo prepustiti nekemu jahanju konja. Po drugi strani imamo Jadrana, ne? Kjer je najbolj poetičen opis, najbolj zgoščen opis v romanu je njegovo skratka srečanje s Tadejo, njegov poljub, njegovo stiskanje s Tadejo, kjer mi vidimo, kako nenadoma zmanjkajo ločila, kjer so res zelo dolge povedi. In mi v tem momentu vidimo, kako on pravzaprav se prepusti tej neki svoji želji, potem, da bi svobodno pač se poljubljal z neko drugo žensko, ki ni njegova Anja, s katero ima otroka in je neki dolžan in je nekaj v nekih sponah nekega razmerja, kako se on temu prepusti in kako na nek način izgubi samega sebe ali pa še bolje najde samega sebe v tem nekem trenutku svobode. In to je pravzaprav to veliko vprašanje, kdo smo, če nismo svobodna bitja, ne? Če ne smemo izbirati tega, kaj hočemo, ne, kot ljudje. To se mi zdi pač izredno pomembno za oba romana, ne. In sicer tudi zelo lepi metafori tega sta pri Konjekrast je to Magritova slika, ki se imenuje Not to be reproduced v angleščini, ne. Jaz francosko ne znam in se ne bom trudil s tem. Skratka, naj ne bo reproducirano na nek način. To je pač slika, v kateri človek se gleda v zrcalo, vse tako zgleda, kada se človek gleda v zrcalo, ampak tam vidi tilnik sebe. Skratka, obiskovalec, ko gleda to sliko, opazovalec vidi človeka od zadaj in potem njegov odsev, ki je še enkrat človek zadaj. Ne? Skratka, nemogoča slika je. No? Ampak seveda je to povezano z vprašanjem, ali smo junaki svojega življenja. Skratka, Tron se nekako počuti tako ujet v stopinje svojega očeta na nek način, pa v njegovo občudovanje, tako da gleda samega sebe, kaj počne. Skratka, stvari, ki jih počne, so
ponovitev očeta, čeprav ne bi smele biti, ne? Not to be reproduced, pravi ta slika. Tako saj jaz to interpretiram. Ne? In podobno je v Figi, kjer imamo pa podobo v ogledalu. In sicer Vojnović na neki točki napiše, ne, da je največja svoboda v tem, da smo, kdor smo, ne da smo pravzaprav, ne da smo tisti, kot nas vidijo drugi. Skratka, največja svoboda nekega posameznika, posebej v današnjem neoliberalnem kapitalističnem svetu, je, da je lahko kdorkoli je. Skratka, nekdo, ki ga ne ovira otrok, punca, ampak lahko svobodno pač dela karkoli želi. Ne? To je pač nek ideal, ki ga tudi zelo pogosto vidimo iz potrošniških materialov, iz reklame in tako naprej. Ne? On bi si želel biti nekdo, kakršen je. In to tudi mama govori, ne? Tam, kjer gledate, da dedek nima nobenih slik, pač ugotavlja to, da ona si ne želi slik, ona si želi zgodbe in se raje spominja drugih takšnih, kot jih ima ona v lastnem spominu. Slike bi to pokvarile, ker bi pomenile neko podobo od zunaj, neko resnico. In to je pač ta pravzaprav neka želja po neki svobodi, po tem, da ljudje nismo ujetniki nekega sistema, neke družbe ali pa celo neke družine. In jaz mislim, da to dvoje, oboje nekako zaznamuje ta dva romana, ne? Pri čemer spet ta želja po svobodi je zelo, zelo široka. Ne? To je lahko tudi želja po politični svobodi nazadnje. Ne? Vemo, Trondov oče je bil v odporniškem gibanju, boril se proti okupaciji Nemcev. Na drugi strani imamo Safeta, ki je bil pač eden od izbrisanih in je znotraj tega seveda politično popolnoma nesvoboden. Zgodovina, slovenska država, aparatura, slovenska birokracija slovenske države ga je izbrisala iz registrov in on mora preprosto iti. Iz Slovenije policija ga odvrže na drugi strani meje, on pri tem nima nobene izbire. Ne? On pravzaprav vzame to kot svojo izbiro ravno s tem, da sprejme ta dogodek in gre in se sam izžene samega sebe v Bosno na nek način. Ne? In podobno Jadran govori tudi recimo o ljubezni. Mislim, da sem si tle nekje citat napisal, sem, da pogledam. Ne? Nismo samo ujeti v družino, pa v družbo, pa v neke sisteme, ampak ne nazadnje tudi v neka razmerja. Ne? Tako, ker je Tron seveda ponavlja očeta, zato ker je pač njuno razmerje tako, da nista oče in sin, ampak on ga nekako tiho občuduje in skuša biti takšen, kot je on, nekaj časa tudi takšen, kot je Jon, recimo. Tako podobno je recimo seveda Jadran ujet v nek ljubezenski odnos. Skratka, ko imaš ti z nekom otroka, seveda je na nek način tvoje polje svobode v nekem odnosu zelo zoženo. Ne? To pač on pravi temu, da je ljubezen strašna, lepa in strašna, pa izredno nesvobodna. Skratka, mi s tem, ko imamo z nekom otroka, se seveda zavežemo k skrbi za tega otroka, zavežemo se k nekemu urejenemu družinskemu življenju, ki ga ta otrok potrebuje in težko pač se naenkrat delamo, da tega otroka ni več in da pač bomo mi živeli z neko Tadejo nekje povsem druge. Ne? To se ne da pač narediti. Čeprav zgleda, kakor da je Safet točno to storil. Skratka, kar pozabil je, da ima v Ljubljani ženo in otroka, enako kot je Aleksandar pač kar nekako predvideval, da ko se bo vrnil on z Egipta, ga bo tam Jadranova babica kar čakala. Ne? Ampak recimo tudi znotraj tega je še ena, da ne bom pozabil, seveda meni izreden feminističen na nek način motiv, ker seveda babica reče, ok, dedek Aleksandar, pač pejt, jaz bom pa tle pač v Ljubljani in se bom imela fino. Ne? In hodi na gledališke predstave. Mama od Jadrana je strašno užaljena, njena hči, ko sprašuje mamo, nič ne pogrešaš očeta, nič, kaj to pomeni, da ti je v Ljubljani lepo? Ampak ne je v Ljubljani čisto lepo in ona tam živi neko svoje individualno samsko življenje in tudi pravzaprav nekako to svojo svobodo nekako veljavi. Ne? Enako kot je že pravzaprav Aleksandrova mama, ki je prevzela priimek nekoga drugega, ki ni bil oče sina in se preselila in se tam predstavljala, kot da je vdova. Ne? Skratka, ona je tudi uporabila to neko to vdovstvo, to je uporablja kot nek mehanizem za odganjanje moških. Skratka, vsakeč, ko je moški kako to
karkoli z njo. Je ona rekla, ne, jaz sem bila enkrat poročena, ženska se poroči, samo enkrat se poročimo, zdaj tega moža več ni in jaz sem pač tle. In je tako nekako uveljavila neko znotraj nekega patriarhata, neko svoje čisto svobodno življenje. Enako pač babica izkoristi pač to, da je dedek odšel v Egipt in se odloči za neko svoje življenje, ki je seveda tako zelo nekaj nenavadnega, da hči ne more razumeti, da babica, da njena mama nima ljubimca ali pa da ni v zadju nek prepir in da ima ona lahko še vedno rada na nek način očeta ali pa ga pogreša, krati pa glede na to, kako se je on odločil, se tudi ona odloči za neko svoje življenje. Seveda jadran tega v nekem današnjem svetu ne more več. Ne? To je vendarle nek sodoben svet, v katerem pač mi kar tako ne bi gledali na to, da bi on zdaj seveda zapustil otroka in šel z nekom drugim. Ne? Mogoče nas ne omejuje več poroka, skratka neka ta institucija poroke, ampak omejuje pa nas to neko prepričanje, da seveda otrok si zasluži neko ljubeča starša, neko družino in neko normalno odraščanje in v tem primeru pač seveda Jadran ne more iti kar tako od Marka. Ne? In v obeh primerih jaz mislim, da so to dve krovni temi, ki sta zelo pomembni. Skratka, identiteta človeka v razmerju do družine, kdo smo v razmerju do očeta, mame, a ponavljamo njihova razmerja, ali se zaljubimo ne nazadnje v iste ljudi, kot so se oni, ali imamo do svojih potomcev enak odnos, kot so ga imeli naši starši do nas, ali lahko znotraj tega mi izbiramo, ali smo pa že ukalupljeni in mimo tega ne moremo. Ne? Jaz mislim, da Tront nekako odgovori na pol ja, ne, zdaj to, kakor hočemo si interpretirati, pač to, da on svojo hči zdaj pogreša, si lahko interpretiramo tudi tako, da bo on zdaj navezal stik z njo. On je obljubil, da bo kupil telefon, morda bosta pa navezala stik. Tudi njegov odnos do Larsa nekako deluje bolj kot do brata, deluje pravzaprav napol kot do posvojenca. Skratka, imata tak, čeprav sta enako stara, ali pa, no, dobro, mislim, da je seveda Lars malo manj, ima pač ta nek odnos topline do njega. No? Skratka, je pa res, da seveda njegov oče že v začetku ni bil zmožen komunicirati, ampak recimo je pa imel zelo potrpljenje do vseh njegovih eskapad, do tega, da se je pozno vrnil domov, do tega, da pride ves potovčen, pač nikoli mu nič ne reče, nikoli ga ne kritizira in mu pušča neko določeno svobodo. In pač Jadran seveda pa po drugi strani ne želi ponoviti očetovih napak, da bi pustil sina brez očeta in da bi ta sin odraščal pač v družini brez očeta. Skratka, imamo to identiteto do družine, potem je neka identiteta nenazadnje tudi v političnem odnosu, skratka odporniško gibanje, kdo smo pravzaprav mi, če nam razrežejo naše dokumente in očitno nismo prebivalci te države, v kateri smo, ampak nas izženejo iz te države. Nenazadnje že tako, kot sem rekel, dedek ima že ta odnos, da je priimek, ki ga on nosi, pravzaprav ni njegov priimek, ne, njegov oče ni bil Đorđević, ampak je bil nekdo drug, on samo nosi njegov priimek, skratka ima že nekega lažnega očeta, za katerega si je mama zmislila celo, da je mrtev, da je vdovec. Imamo to, potem imamo seveda, kar se tiče spolske identitete, skratka, zelo jasno je tukaj nakazano pač ta vzgoja moških v ljudi, ki ne znajo komunicirati svoje čustva ali pa jih pokazati svojim potomcem in da imajo potem se to reproducira na moških njegovih potomcih, skratka, sin je takšen kot oče. In pa znotraj identitete je seveda tudi vprašanje odraščanja. Skratka, Jadran mora premleti to svojo zgodbo in ugotoviti, da si je pravzaprav to izmišljuje zato, ker ga je strah se resnično prepustiti ljubezenskemu odnosu z Anjo. In da ga je strah tega, da bi ponovil napake očeta in svojemu sinu pač naredil recimo, da podobno travmo, kot je njegov oče njemu. Skratka, mora odrasti od te točke, ko sta narazen in pač sprejeti to, da bo šel nazaj k njej in nazaj k sinu in da bodo spet nazaj družina, da se bo sprijaznil tudi s tem, da bodo v njegovem življenju ženske, ki ga bojo skušale, ki se mu bojo zdele, da bi z njimi lahko imel neko možnost ali pa neko drugo življenje, ampak da se bo moral temu nenazadnje upreti zaradi ljubezni do svoje družine.
To je ena, druga pa seveda znotraj tega je pa vedno neka želja po svobodi, potem, da mi zbežimo s ponom staršev, s ponom družine, zbežimo s ponom nacionalnosti, ne nazadnje, tudi Trondov oče zbeži na Švedsko, vsaj tako predvidevamo, oziroma od tam se javi. Želja po politični svobodi, ne nazadnje, če tebi prerežejo dokumente in nisi državljan te države, pač greš nazaj, želiš biti svoboden, ne želiš se podrejati nekomu, ne? Tudi nočeš izpolnjevati nekih stereotipov, to je pač odnos, ki ga ima Safed z, se pravi, možem, z Danom, z možem Maje, ne? Se pravi, njegove sestre, njegove žene. In pa neko vprašanje, kdo smo, če pravzaprav nismo svobodni. Ne? Kdo smo kot ljudje, kakšni smo kot ljudje, a smo odgovorna bitja, a smo neki ljudje, ki imamo neko politično zavest, kot v Jadranovem primeru, a smo sam nekdo, ki skrbi zase in se požvižga na vse ostale, čeprav ravno s tem, ki se požvižga ali pa svojim sodelovanjem v sistemu, je kriv posredno za nesrečo drugih. In pa seveda, kdo smo, če ponavljamo pravzaprav dobesedno napake svojih staršev ali pa nek odnos, kdo smo v razmerju tudi do naših potomcev in tako naprej. Skratka, tudi gre za neko zelo elementarno, bi jaz rekel, željo potem, po zelo neki otroški, primarni naši želji, ko imamo nek trenutek, da bi pač nekaj naredili, kar vemo, da družbi pač ne bilo všeč, ne? Da bi se zdaj, ne vem, mitle začeli razbijati, pa metati knjige po konzorciju. Ne nazadnje, tu bi, jaz mislim, da bi nam to čist pasali. Meni bi recimo, zdaj, ker smo tako ujeti pa s temi maskami, bi mi čist pasali nekaj malo razbiti ali pa tako. In se seveda odločimo, da tega ne storimo, ker smo pač vzgajani v nek sistem, v katerem bi to bilo strašno neprimerno, ne nazadnje bi plačali tudi kakšno kazen zaradi tega in tako naprej. Ne. Skratka, kdo smo, če hočemo biti nek zelo individualna bitja, hkrati smo pa upeti neko družbo. Ne? In jaz mislim, da je to toliko bolj pereče vprašanje v figi, zaradi tega, ker seveda v neki naši sodobnosti je naša identiteta še veliko bolj z Facebookom in vsem tem skupaj veliko bolj fluidna, veliko bolj spreminjajoča se, kot je bila identiteta mogoče v časih, ki jih opisuje Peterson, s tem, da seveda se tudi tam je odrasel pri letu 2000 recimo se dogaja pač ta okvirna zgodba, tako da toliko stara ni, ampak vendarle je to poletje izpred 50-ih, zdaj že 70-ih let, ne, kjer so bile vendarle razmere in odnosi in politična situacija in cela družbena situacija precej različni. Skratka, jaz bi rekel, da sta to nekako krovni temi teh dveh romanih in da se lahko znotraj tega pač sprašujemo, kdo smo mi kot ljudje, kakšni smo, kam gremo ne nazadnje, kakšni smo, ali bomo ponovili napake svojih staršev, oziroma ali bomo, ni nujno, da so napake, ne nazadnje, ali bomo sam ponovili njihovo identiteto, odrasli v to, kdo smo, in pa seveda, kako upravičiti, oziroma ne nazadnje, jaz mislim, da je osnovno vprašanje odraslosti danes ni več toliko, oziroma danes je znova spet to, ne, da smo, recimo, če je bilo še, ko sem jaz odraščal, recimo je bilo mojim staršem zelo pomembno, da bom imel svoje stanovanje, svojo službo, svojega partnerja, neko svojo družino, tam nekje, da bom pač to zgradil, ponovil pravzaprav to, kar so oni naredili, je danes, jaz mislim, da toliko bolj važno vprašanje, ker smo res v sistemu, v katerem odraščamo, ker smo toliko individualizirani. Danes marsikdo ne nosi mask, zato ker se njega to ne tiče in ker se njemu ne zdi, da s tem, kar raznaša virus okrog, recimo škoduje drugim, zato ker živimo v družbi, ki je toliko individualizirana. Po drugi strani pa še kljub temu, da smo toliko individualizirani in nagovarjani kot z vseh strani, a ne reklame nam skozi pravijo, to morate imeti, to je vaša želja, to so vaše želje, hkrati pa se mi moramo odrasti spet tako, da se zavemo, da na neki točki, ko mi pridemo v družbo, pač ne moremo uresničiti vseh naših želja. Nekje je meja in nekje pravzaprav mi nehamo biti, moramo najti neko svobodo v tem, da smo nesvobodni. Skratka, in podobno je seveda v individualnem razmerju, mi moramo odkriti, da pač v nekem odnosu z nekom bomo pač imeli neke restrikcije in omejitve.
seveda se pa to danes, seveda se pa to tudi zmeraj tudi spreminja, govorimo o monogamnem odnosu, kakršnega smo danes pravzaprav nekako vzgojeni van in ga gojimo, ni nujno, da bo to seveda vzdržalo preizkus časa, ali pa da se to spreminja. Ampak znotraj tega jaz mislim, da morate pač razmišljati o tem, kaj ti romani povejo in kako se pravzaprav mi znajdemo znotraj tega. Ne? Kako smo videli, recimo neke stvari so se blazno spremenile med obema knjigama, pač politična vprašanja tam niti niso v Konje krast toliko pomembna, medtem ko je zelo pomembno za Jadrana, a je dober človek, a je s tem, ko gleda neke fotografije in se zaveda trpljenja drugih, dober človek, ali je to samo prevara. Po drugi strani pa imamo seveda v Konje krast še neko bolj tradicionalno družbo, ampak znotraj tega pa vidimo, da se recimo take stvari, kot je vzgoja moškega, ne spreminjajo. Ne? Skratka, še vedno je moški nekdo, ki ne zna dobro izražati čustev. Čeprav v Jadranem primeru, v primeru Fige, jaz mislim, da tudi babica in mama ne znata kaj dosti bolje. No? Čeprav sta, mislim, da vendarle znata malo bolje. Jadran se z njima vendarle pač vsaj z mamo lažje nekako pogovarja kot z očetom in pogovarjate se tudi številne bistvene stvari, ne nazadnje. No? Skratka, tako da imamo tudi to zgodbo, kako se ene stvari ne spreminjajo in kako ene absolutno izredno so se spremenile. Ne? Tako da to bi jaz rekel, da je jedro obeh knjig, mogoče se tudi motim. Je pa vse odvisno od tega, seveda, kakšno vprašanje boste dobili na maturi, ne maturitetnem eseju, kjer je lahko tudi se osredotočiti samo na eno knjigo. Ne? Saj ni nujno, da povežejo zmeraj. Mislim, da ne povežejo zmeraj obeh knjig v eno neko vprašanje, ker je tudi izredno težko napisati in zajeti obe knjigi v enem zamahu, čeprav mislim, da v unem, se pravi, en je analitični esej, kaj pa že drug, prost, nek ta, pač, kjer lahko pišeš karkoli hočeš. Interpretativni, ja, mislim, da je interpretativni ponavadi skušajo povezati na obe knjigi, v analitičnem pa itak odgovarjate na neka vprašanja. Tako da jaz bi predvsem priporočal seveda večkratno branje knjig, pa seveda pogovarjanje o knjigah. Sicer zgleda, jaz sem seveda zdaj skoraj celo uro govoril, zelo monološko o tem, ne? Ampak v resnici vse to, kar jaz govorimo, o vsem tem se seveda da pogovarjati. Ne? Vse to so neki problemi, o katerih se da pogovarjati in jaz bi tudi si želel, da se knjige pravzaprav tako obravnavajo in da boste najlažje tako detektirajte motive, ki so noter, probleme, ki se v knjigi pojavljajo in potem se pogovarjajte pač o njih. Ne? Skratka, kaj bi vi naredili v tem primeru? Se tudi vam zdi, da si v razmerju, če je človek v nekem razmerju z nekom, pa je v resnem razmerju, da je na nek način omejen in kaj to pomeni za njegovo identiteto, kaj pomeni za njegovo svobodo, ne nazadnje, če je tako omejen. Take probleme si postavljate in skušate pač na nje odgovarjati. Ne nazadnje pa jaz zmeraj priporočim vsem dijakom to, da če boste videli, da interpretativen esej pač vam ne leži, se pač lotite analitične, ker pač odgovarjate na vprašanje zelo striktno. Pač tole bom odgovoril tako in je to na nek način najlažje. Zdaj mogoče govorim nekaj, kar moji profesori iz faksa ne bojo najbolj navdušeni nad tem, ali pa tisti, ki so zbirali to temo, oziroma ki bojo sestavljali vprašalnik za maturo, ampak v resnici s tem, ko verjamete mi, da s tem, ko boste maturo končali, ne boste maturirali v smislu, da bi vi odrasli, ker vas še čaka še študij ali pa koga marsikaj drugega, ni nujno, da študij. Tako da je matura vendarle, jaz mislim, da ni več toliko zrelostni izpit, kot je to, da pravzaprav pokažete, koliko znate operirati z nekimi temami pa z nekimi vprašanji in kolikor znate tudi znotraj restrikcij, kakršne ponuje analitični esej, razmišljati na nek svoboden način. Ne? In to se mogoče malo poveže z Figo, ne? Oziroma tudi z seveda Konje krast, kako pravzaprav znotraj tega biti nekam relativno svoboden. In pač matura ni noben bav, ne? Tega ni pač. Vseeno gledate človeka, ki je imel matematiko skozi 3, pa je maturo, mislim, da naredil matematiko 4, zdaj mogoče lažem, pa sem imel še zmer 3, ampak skušam biti optimist, no, namesto vas, tako da
gre bolj za to, kot za resnico v tem primeru. Pa tudi ne nazadnje, jaz mislim, da tisto, kar boste največ odnesli pri branju teh knjig, je nek pogovor o nekih temah. Pač, kar sem tudi skušal tle, jaz upam, da sem to nekako nakazal, je to, da knjige odpirajo neka vprašanja in imajo neke teme in motive, o katerih se moramo mi pogovarjati. Tudi čist neobvezno, ne samo za te dve knjige, vsej književnosti, in da je to tisto, kar nas mora zanimati. Ne, knjige naj bojo samo neka orodja za pogovor o nečem drugem. Seveda, ko jih vi berete, ko jaz berem, ne tuhtam samo o tem, tuhtam o jeziku, recimo danes nisem nič obremenjeval z jezikom, jaz mislim, da je zelo velika razlike, recimo so med obema romanama, kako sta napisana v jeziku, kakšen slog uporabljata oba avtorja, ne? Goran Vojnović uporablja tak, jaz temu rečem, konverzacijski slog, skratka, občutek imamo, kot da nam pripovedovalec to pripoveduje kot eno zgodbo, full anekdot in tako, medtem ko Peterson bolj uporablja nek klasičen, na trenutke zelo poetičen jezik. To strukturno sta tudi zelo različna romana, razen v tem, da pri obeh gre za spomine, skratka gre za zgradbo, ki je analitična, nekdo se z analepsami spominja pač neke preteklosti, obnavlja neke dogodke, ki so se že zgodili, s tem, da seveda na koncu izvemo, da Jadran si izmišljuje, ne? Da pravzaprav dejstva, ki jih on pozna, zapolnjuje z lažjo, z izmišljijo. Ne? Tako da glede tega sta si malo podobna, čeprav sta strukturno drugače precej različna. Ne? Petersonu imamo veliko podvojitev, skratka on na vsako stvar pove najmanj dvakrat, skratka odnos, ki ga ima, tudi recimo Trond, mislim, da dvakrat pade, skratka skozi je neke bolečine, enkrat, ki pade s konja in ga tam boli, drugič se seveda poškoduje pri delu, ko je odrasel, oziroma ga boli, ker je že star seveda in ne zmore teh naporov. Imamo to dvoje, potem imamo seveda dvojčka, dvakrat dvojčka, se pravi, tudi v mamini družini sta bila dva dvojčka, eden je umrl, ker so ga ustrelili Nemci, tam imamo seveda, ker je Lars ustrelil svojega brata. Skratka, ful imamo enih ponovitev tega Jadrana, ta način nima pa to trikotno strukturo, oziroma trikratno strukturo, kjer pravzaprav se usode treh skoraj da ponovijo, čeprav so seveda vedno malo različne. Ne? Skratka, Aleksandar, babica in dedek sta še razmeroma srečna skupaj do tistega enega leta, ko dedek gre, se vrne nazaj, ampak babica ga ni čakala, hkrati seveda babica začne, njeni spomini razpadajo in se pravi, ni več niti isti človek. Ne bomo rekli, da beži od njega, ampak simbolno izginja od njega in pač on nima več dostopa do nje. Oče je neki, recimo, je izkoristil pač to, da so ga izgnali in je ostal tam, medtem ko zdaj pač sin skuša njuni zgodbi nekako imeti za opravičilo za to, da bi pravzaprav mogoče prekinil razmerje, mogoče zato, ker dvomi, mogoče zato, ker se ne počuti udobno kot kakšen človek, kakšen je njegova identiteta. Skratka, imamo to neko troslojno strukturo v tem primeru, ampak se pravim, nič od tega pravzaprav nisem hotel o tem toliko podrobno govoriti, ker se mi zdi, da to niti ni toliko pomembno. Važno je, da se vi pogovarjate v knjigi in da ugotovite, kaj so tiste elementi knjige, ki vas zanimajo in ki vas ne nazadnje ne govorijo. Jaz mislim, da to, da se vsi sprašujemo, ali bomo zrasli v svoje fotre, svoje mame, da to je univerzalno. Jaz mislim, da je to, da se vsi sprašujemo, da če ljubim sam enega, ali pa da če ljubim nekoga, ali to pomeni, da res moram sam njega, a to pomeni, da nikoli več ne smem nikogar pogledati, a to pomeni, da sem nesvoboden, ne nazadnje, ali je pa neka svoboda ravno v tem, da nekoga ljubim, on mene nazaj in tako naprej. Ne. To so, jaz mislim, da zelo univerzalne stvari in da se o tem treba pogovarjati in da se o tem lahko pogovarjamo. In to bi jaz rekel, da je ne nazadnje, pa skušate knjigo tako vzeti, da je orodje za nek pogovor o nekih temah, ne pa tako, da boste zdaj se dobesedno spraševali, niti kaj avtor mislil, niti kaj učiteljica vaša misli o knjigi, niti kaj je ne nazadnje bo maturitetna komisija mislila, da vi morate vedeti. Ne? In ne nazadnje mislim, da vam bo to tisto, kar vam bo pač najbolj pri tem pomagalo. Zdaj pa, da ne bom sem jaz govoril, a sem bil razumljiv, najprej to, a sem razložil nekaj vse približno to, da smo se razumeli. Jaz skušam vsako stvar ponoviti tudi trikrat, no? Ker se mi zdi, da je vendarle najbolj važno, da si zapomnite neke točke in da pol pač lažje jaz povem
če povem na 3 načine eno in isto, potem sem prepričan, da vsaj v enem primeru ste ziher razumeli, kaj sem hotel povedati. Če pa 3-krat razumete vse, kar sem hotel povedati, pol pa si itak zapomnite že, pol pa je to tako. Skratka, to je super, če sem bil razumljiv. Druga sem kaj pozabil, se vama zdi, a ste obe prebrali obe knjigi? Aha. Skratka, se ti ni zdelo, da še karkoli manjka, ali pa imate kakšno vprašanje o tem, pravzaprav recimo o figi ali pa o Konja Krast? Drugače je tako, Konji Krast imata film, mislim, da je, pa ne vem, če ni ravno danes spet v Kinodvoru, ali je bil včeraj, nekaj tako je bilo, skratka, je tudi film, ne? Skratka, mogoče se da nasloniti na to, ampak spet, film je vedno režiserjeva interpretacija knjige, ne? Tako da to je tam, ne? Ampak jaz mislim, da nenazadnje je to knjiga, ki je dovolj, ima za sabo nekih kritiških branj pa recepcij, da tudi režiser je verjetno zelo jasno vedel, kaj hoče pokazati. Zdaj za figo ni neke knjige o tem, je pa, če ste že brali Vojnovičeva prejšnja romana, pravzaprav vprašanje identitete, kdo smo v razmerju posebej do očeta pa do nacionalnosti, ne, v Čefurjih Raus recimo, je oboje zelo pomembno v obeh v tudi prejšnjih njegovih delih, tako da se tudi ponavljajo, ne? Avtori tudi zelo radi ponavljajo svoje motive noter, tako da pač da se marsikaj si pomagati. Jaz tudi mislim, da zdaj je šlo ene za čuda, ful knjig spet o tem, kaj te dve knjigi, o čem se ta dva romana gresta. Še boste poslušali, ponovadi tudi zaigrajo kaj v kakšni drami ali pa kjerkoli pa greste gledati, tako da dosti boste še tujih interpretacij slišali in najbolj važno, da si najprej naredita svojo. Jaz bom že to rekel, da pač absolutno zdaj smo, kjerga smo danes, smo 14. oktobra in sta prebrali vsaj eno od knjig, oziroma ti kar dve. Jaz mislim, da je že to čist dovolj. No. Zdaj imata v resnici pol leta duhtata o teh 2 knjigah, pa jaz mislim, da tok o kakšni knjigi seveda se da o vsaki knjigi tuhta tudi leta in leta in leta, ampak jaz mislim, da to niti ni tok. Še enkrat boste prebrali tik preden boste pisali esej oziroma karkoli slovenščino in jaz mislim, da bo to čisto dovolj. Ne. Zdaj, tako, kot sem rekel, zdaj pa poskušajte pač prepričati sošolce in sošolke, da čim prej preberejo in se pač pogovarjati o tej knjigi. No. Skratka, če ni nekaj vprašanj ali pa zmenimo se tako, se še lahko pogovarjamo, jaz bom se poslovil z videa, izklopil mikrofon, pa se lahko pogovarjamo kot ljudje, ne kot profesori in učenci. To je to, jaz v bistvu ne vem, naj video zdaj pomaham ali ne vem kaj. Skratka, jaz vam želim srečno maturo vsem, ki boste delali to maturo, predvsem pa zelo upam, no, jaz sem ful užival v obeh knjigah, ampak upam, da ste vi tudi, no, to je jaz mislim, da je pri maturi zelo pomembno, to ne nazadnje kot založniku, ki želi živeti od prodaje knjig in jaz bi rače dolg živel od prodaje knjig, bi si zelo želel, da se vas navdušili za branje, no, da sta vam knjigi nekaj dala. Jaz ne vem, kako maturitetna komisija izbira te knjige in sem predvsem zelo vesel, ker so letos izbrali Figo, ker gre za en sodoben roman in po dolgem času za sodoben roman živečega avtorja. Čeprav tudi Peterson mislim, da je še živ, zdaj pa nisem čist ziher, ampak tle zadaj ne piše, da bi bil mrtev, pravzaprav noč ne piše o njem, tako da hvala. Ampak skratka hočem povedati, da mi je to zelo všečno. Lani je bil Cankar in Cankar je super in govori univerzalne teme in vse skupaj, ampak Cankar je tudi 100 let mrtev, ne glede na koliko so to univerzalne teme, govorijo z nekim jezikom pa na nek način, ki mogoče danes vseeno ni toliko blizu in je fino, da se to naučite to obravnavati in fino, da imate te teme, ampak vsake toliko časa je pa vendarle tudi fino, da se pogovarjamo o knjigah, ki so danes in tukaj nastajale in da pač vas mislim, da vseeno lažje nagovori en Goran Vojnovič kot pa recimo Ivan Cankar ali pa je lažje precej bliže, no, ne nazadnje vas bo on nagovoril kot, ne. Skratka, dobro opravite maturo, tudi vse ostale predmete seveda in upam, da boste pač, da vas bo sta knjigi navdušili za branje še naprej in da boste radi brali knjige, mogoče tudi kupovali kakšno knjigo, da bom jaz lahko šel enkrat v penzijo zaradi tega in da predvsem, da se boste dobro spominjali teh dni, tako kot se je Tron spominjal svojega poletja z očetom, da se boste tudi vi lepo spominjali 4. letnika, ker vseeno mislim, da je to tudi zelo
zelo, zelo lepo obdobje, ki ga pač neka pošast mature ne sme povsem uničiti. Tako da jaz se zdaj poslavljam od videa, hvala lepa.